Hej, stari, to pa ni ok. Kaj ni ok, 21 sem pretekel, kaj je tukaj zdaj? Ne, stari, ti to prehiter, ti se ušiščrpal. Jaz enkrat ne rečem, ej, jaz bi šel maraton teč s harmoniko. Jaz hočem imeti maratoniko. Ker to mi pa tako predstavlja dve stvari, ki jih jaz imam v življenju fulrat. Mislim, če pa kdo ne bo pripravljen, pa narodno-zabavni ansambli smo glede tega maratonci, kar se tiče nastopanja, a ne na veselicah. Spoštovani, spoštovane, danes v vaši družbi v 270. epizodi podcasta Zagret za tek vaš cenjeni gostitelj Marko Roblek z še večjim profesionalcem na tem področju. On je obvlada mikrofon, on obvlada kamero, ima bolj žametni glas od mene, pa še boljše projekte. Z mano, Anže Zavrl, Anže, živijo. Kako dobro, živijo. Zdaj tisti, ki bo poslušal, pa si bo rekel, ampak mogoče malo odmeva pri tem človeku njegov mikrofon, dajva tako reči. Profesionalc. Sem rekel profesionalc, perfekcionist, kaj pa človek. Mogo bi me najbrž ti zdaj dobiti v glasbenem studiu, pa me nisi, namreč sem kar izkoristil tisti športen del sebe in sem v fitnessu. Tako da mislim, da za tvoj podcast bo to še bolj avtentično. Ne? Zdaj, drage dame, ki to poslušate na audio platformah, pa zdaj tekljate, vem, da komaj čakate, da pridete domov, preklopite YouTube pa pogledate. Telovadnico pa človeka, ki v njej klešči svoje telo. Zdaj mi nekaj poveja, ne? Začela bo vas z eno zanimivo temo. Jaz sem te malo pogooglal in ven pade leto 2017, ko je Anže Zavrl shujšal 23 kg. Po naslednjem članek prideš leto 2025, Anže Zavrl skuša 26 kg. Pa sem rekel, čak malo. Človek je skušal v 8 letih 50 kg, komu je to ratal, kakšen pa je, ali je Kenic ratal, ali to dela za nalaž, zaradi rumenih medijev, da vsake 3 leta se zredi pa skuša, ampak mislim, noro, kaj se dogaja? Kaj se je zgodilo 2017, pa kaj se je letos? Dejva tako reči, ta 2017, princip je bil enak. Bom kar povedal, najbrž tudi mogoče se bomo skontrali najdeli v tem, mi imamo ono varianto domače veselice, kjer daš ti vse ven, svojo energijo, ob 2-3 zjutraj, pa veš kam gremo, ne gremo takoj domov, če je le odprt kakšna hitra prehrana in tako, in mi si tam damo potem duška. No, in če ti vseeno tega pridobljenega v telo ne potem v naslednjih dneh ne pokuraš, se začnejo kilogrami seveda nabirati. Zdaj pa ne bom ravno rekel, da je bilo res preveč. Bilo je toliko preveč kilogramov, da se nisem več dobro počutil. Iskreno, nisem imel več energije, nisem imel ta pravega zanosa. In definitivno je bil prvi vzrok, zakaj jaz zdaj ne morem na veselicah imeti take kondicije, kot prej. In to je bilo leta 2017, govorijo 2017. In v bistvu 2017 sem jaz začel malo bolj govorimo o nutricionistiki in takih stvarih razmišljati, research delati in tako naprej. Je pa res, da 2017 sem se jaz tega lotil iz napačnega razloga, namreč shujšati je treba, zaradi tega, ker se moram dobro počutiti, pa tudi boljš bom izgledal. Iskreno. Imel sem takrat, mislim, da 108 kilogramov in sem shujšal, mislim, da je bilo do 80 ali 82, nekaj takega. Ampak što se po tem, da je bilo to res hiter in jaz sem to takrat samo kardio, teku, in v bistvu na prehrani pa šel, ker nisem bil še toliko vešč, šel skoraj da ne, bi bilo mogoče še več bi dobil, če bi se pustil, kot pa kakor sem jedel. Ampak dajmo reči, da tisti res ni bil pravi princip, in šele zdaj, ko nazaj gledam in ko poslušam kakšne strokovnjake nutricionistike in prehrane, zdaj šele razumeš, kaj je tisto, da ko človek reče ne dietno, ampak
spremeni življenjsko navado, spremeni prehranske navade. Če pač hočeš razliko, če hočeš imeti drugačno, dajmo reči, počutje pa telo, bodimo iskreni, ne moramo si mi neki utvar delati od takšnih in drugačnih diet, pa da se razumemo, ne s tem, da bom jaz zdaj dajal v nič tiste, ki se tega lotijo po dieti. Vsak ima svoj način. Jaz samo zdaj govorim iz svojih izkušenj in na napakah, ki sem se jih naučil, kaj bi nekomu, dajmo reči, svetoval, pa če bi me vprašal o tem. V glavnem, če te prav razumem, ti si se izstradal na en način, izklesal si četrt, 25 kilogramov si sklestil dol, ampak tisti dan, ko si se postavil na vago med 82 kil, si imel dokaj podobne prehranjevalne navade kot prej? Bili so te rezi, zdaj pa kruha ne, ne, tega ne, to več beljakovin, tisto, kar mislim, da iskreno tudi zdaj, ko me ljudje sprašujejo in rečejo tako, si ful dol dubu, pa fajn si se izklesal, tretje, sej kva si, valjda, kruh si nehal jesti in to je to, Ni. In pol, ko začneš malo bolj podrobno govoriti in tako naprej, ker vidiš, da jih več nekaj ne zanima. Preveč, ker pol pa povem, da, glej, ne me narobe razumeti, da zdaj za komplicirano govorim ali karkoli, kaj je treba spremeniti, pa da ni to fora dietne, ampak pač tukaj gor v glavi narediš po mojem 98%. Ker bilo je tako in potem mislim, da en mesec zatem nehal sem malo vmes laufati in pač valjda, to so se kilogrami kar nazaj pojavili. Boš rekel, da si v pol leta začel, da si bil, 10 kil plus spet, ali kako, ne vem. Ne, jaz sem bil, govorimo potem spet po pol leta, sem bil jaz nazaj, govorimo tako od 100, hitro. Od 100 do 108, enostavno pač, to je bil na način, ali delam orang, ali pa, bil je, ne vem, prvi fail, sem šel pa na pico ali karkoli in zdaj pa konc vsega. Jaz sem si podaril to kar piramido. In potem se ti odprl, če sem se pregrešil danes, je lahko jutri in naslednji dan. In to je bil, potem govorimo, tist prva, bomo rekli, dietna nesreča, po kateri sem jaz mogel to spet nazaj sklepati ta svoj avto po tej nesreči, dietni avto, pa kako se bom, pa kaj se bom. No in v bistvu spet je prišlo, govorimo vmes, dobro, nekaj sem se, nekaj se nisem. Rabil sem pa vedno en cilj sem rabil. In eden izmed teh ciljev je bil tudi v bistvu pol vzrok, da mislim, da se midva danes pogovarjava o teku, ne bom čisto nič premalo rekel, da bom rekel, da je za to kriv moj brat. Ki mu je treba dati vso slavo glede tega. Namreč, v bistvu jaz sem ga spremljal, ko je on, mogoče govorimo o prvi, drug, tretji maraton, pretekel, mislim, da je šel Istrskega, Berlin, pa in tretji njegov je bil pa v New Yorku, bil je takrat, mislim, da je žreben, tako res klasika in pol premium. Premium zadeva, in on meni pošlje to maso ob štartu in tretje in mene kar naenkrat povleče noter. In pol grem, seveda, jaz nekaj preveč spraševati, ampak teči. Iz 4 kilometrov na 5 kilometrov, na 6 kilometrov in tako dalje. In pol pač jaz že iz tistega brata vse sprašujem, jaz se bom zdaj, jaz grem tudi neki teči. In on pa, greva mi dva v Pariz. Se pravi, zdaj mora to časovnico vseeno opredeliti. Se pravi, tvoj brat, navdušen maratonec, te je zdražil s fotkami iz maratona in ti si rekel, sposoben si preteči 5 kilometrov, mogoče ga bom pa jaz tudi nekoč, ali kaj? V bistvu je bilo točno tako, pač pol pa, ker sem jaz začel teči, sem spet nazaj šel v to varianto, da sem jaz rekel, jaz moram tlele nekaj moram porihtati, ne da bom jaz zdaj spet samo tekel, ker sem vedel, da jaz sem zmožen v parih mesecih dobiti dol in kilažo in dobiti, se pravi, gor pa kondicijo.
Ampak vedel sem, da se kaj preveč pri mojih, zdaj najbrž bom iz leti vse pomešal, govorimo letence 2017 do 2025, kje sem bil, koliko star, ampak vedel sem, da definitivno zdaj zadnje obdobje pri mojih od 35 do 37 let se ga ne morem kaj preveč prvošati, da jaz pa zdaj kar svoje telo začel enkrat hirati, drugič ga bom napojil k balon in tako naprej. In sem res se vrgel noter v samo nutricionistiko. Kaj meni kakšna hrana bo dala, kaj mi kdaj, v katerem primeru, predno grem na aktivnosti, po aktivnosti, še vseeno pa, da si dopuščam, da to hrano oziroma moje znanje, ki sem si ga pridobil glede prehrane, ne bom mogel v taki meri, kot da bi to robotsko se pravi, lahko vse konzumiral. Se pravi, zdaj si bom pa jaz konzumiral in bom vsak dan imel od osenih kosmičev in tako naprej. Da pride dan, ko imam pa pol jaz veselico in pridem domov ob 6 zjutraj, med veselico nisi nič jedel, zdaj to treba drugače imeti, kot pa da bi en rekel, da ne bom rekel navadnemu človeku, ampak človeku, ki ima bolj mogoče ustaljen urnik, tako bom rekel. Ki ni nočna ptica, ki nima nočnih. Ja, tako. Da nima zamenjan tega bioritma vsak vikend, pa zna se to zgodi, da kaj čez teden. Tako da jaz sem si pol to vse prilagodil, pa hkrati v bistvu dopuščal, se pravi pri prehrani, da le vse ne bo tako, kot sem jaz v štartu si zamislil. In da zdaj ne bo kaj preveč dolgovezla, zgodil se je ta Pariz. Še nekaj mi povej, govoril si, to me res zanima, prehrano, od kjer si se podučil. To je mogoče, ti si eden redkih, ki se je res poglobil v prehrano. Če te prav razumem, si se sam poglobil, a si imel si pač internetne vire, sklepam, nisi pa imel kakšnega strokovnjaka, ki bi ga poklikal ali pa klical pa rekel, gospod magister Francelj, ti si pa nutricionist, daj mi ti napiš pa plan prehrane, daj mi svetuj, pa si se iz tega učil. Si bil čist samouk, če te prav razumem. Ja, sem bil samouk, v bistvu ob tolikih virih, vse samouk, ampak z izločevanjem govoriva, spremljal sem odgovorimo profilov na Instagramu, kateri so se ukvarjali, nam v bistvu svetujejo od te prehrane do druge prehrane, od športne prehrane, nutricionistike, članki, internet, skratka vse, ampak s tem, da sem izločeval razne, instant, ko sem dobil občutek, da nekdo prodaja, ne pa razlaga. Teh prodajalnih, bo rekla, načinov sem se utepal, da sem dobil tak občutek, mogoče sem kdaj kakšno krivico naredil, da ga nisem poslušal ali do konca ali pa research naredil, ampak enostavno, ko sem dobil občutek, da je neka znanstvena razlaga odzadaj oziroma ta namen, da osvesti o prehrani teh, bomo rekli, virov člankov sem se držal. In očitno nekaj delovalo, praviš, ampak hkrati s tem, ko si ti se poglobil v prehransko znanost, si postal posvečen in spoznal svoje telo na drug način, kot si ga morda prej, si pa še tekel, ampak tekel vedno več, za maraton si se vendarle vedno več, tukaj pa spet greva nazaj in dava vso slavo in zahvalo mojemu bratu. Samo, a je samo? Samo, točno tako, ki sem ga pa v bistvu pol še spraševal, enkrat, ko sem jaz pretekel, govoriva iz mojih tistih začetnih 4-5 kilometrov in kar naenkrat potem sem bil zmožen preteči 15 in 21. Spomnim se, da je bila moja, mislim, da prva ali druga ali tretja 21, ker v glavnem na Krku sem bil, ko sem jo šel teči. In v bistvu me potem kliče brat in prav, stari, to pa ni ok. Kaj ni ok, 21 sem pretekel, kaj je tukaj zdaj? Ne, stari, ti to prehiter, ti se už izčrpal, uno tretje. Kaj sem izčrpal, pa bilo je v redu, ne vem, koliko je bil pejs, ampak pač bil je dober.
Ampak pa sem začel se pisati, kaj je zdaj to. Je rekel, glej, pa moraš, pa kombinacija tekov, pa daljši tek, pa uno, pa endurance, pa gor, pa dol. Jaz sem se s temi pojmi takrat, kva se zdaj to dogaja. No, in mi je v bistvu priporočil, zdaj pa ne vem, če bom jaz prvo naglasil avtorja, ampak mislim, da Herbert Stefani, Herbert Stefani, velika pardon, se tekaška. opravičujem, jaz sem Ampak to, sem nisem vedel, to kaj knjigo- misliš. Ja, velika tekaška knjiga. Prav. Dvakrat sem jo prebral, no vidiš, pa še zmerno nisem, ne znam avtorja pravilno. Ne rabiš, To če pomeni, da si... ga nisem šel drugače raziskovati kot samo preko besed. Noro. In vsi maratoni, ki so bili do zdaj sem tako rekel, da sem specialist v maratonih, se pravi, to je bil letos v Pragi 3. maraton. Mimogrede, do 40 leta to imam, do svojega 40 leta, zdaj sem 37 let star, 10 maratonov, to mora biti. Ja. In jih moram pokucati. Boš kar imel neki dela? Bom imel, ampak to mi je izziv. No, v glavnem, jaz to knjigo preberem in seveda začnem tam delati po eno od teh noter strani, kateri cajt si želiš. Program, 10-tedenski. Si ga držal kot pijanec plota, to je bilo. Kjerega si povzel? Me zanima, za katerega si. Se pravi, govorimo a je bilo pri Parizu, sem vzel 3:45. Prav. In sem ga, mislim, da 3:50 nekaj tazga sem ga laufal. Potem sem vzel 3:30 za Rim, pa sem ga tudi, mislim, da 3:31 nekaj tazga. 3:15 sem si pa vzel za Prago, tukaj me je pa malo nesel, pa sem imel pol 3:27. Tako da vseeno tukaj je še zmeren cilj naprej na nižje točke, mislim, se pravi boljši čas. Je pa tako, da zdaj je pa še ena fama mi vmes vstopila in to so trail teki. A dej nehi? Mislim, potem tlele sem govorim, na lokalni ravni smo imeli, na občinski me je prijatelj, v bistvu, ki se dlje ukvarja z tekom kot sam. Pa ja, dej pej, to smo imeli, mislim, da je 12 ali 11 po tistih hosti in tako naprej. Ampak, kar spet mi tako dobro ratal, kaj je zdaj to je zdaj pa čist nekaj novega, to je kar pač hrib še vmes in to je super bilo pa. Tako da, kako ne rečem, da tale me zdaj me mal matra, me mal matra. In vmes imam, že dolgo imam moram vmes pohvaliti, mislim, že dolgo spremljam tudi Anžeta Sobočanovga in pri njemu vidim to so nori dosežki. Kje si doma, Anže? Jaz sem pa doma drugače iz Vin, to je občina Dol pri Ljubljani in imam tudi malo tako srečo. Naša vas, stari del v tej vasi, v tem delu jaz živim, smo tako obkoljeni z takimi manjšimi, mislim, z gozdom, ampak tudi z manjšimi hribi, kjer pa imaš tako greben in lahko tečeš po tem grebenu vse do, govorimo o smer proti Litiji, do Miklavža in tako naprej. Seveda med korono smo to vse stacali tam, kar je bilo mogoče. In veliko sem zdajle, govorimo po Pragi, ki je bila letos, pa do, dajva reči, tam avgusta, sem tudi ful veliko pokombiniral, da sem, malo mi mogoče bilo že asfalta prehuda, od se pravi januarja pa do maja, ko sem treniral za Prago in mi je toliko odgovarjala ta hosta in mogoče mi je zaradi tega pa že malo spet duša zapela, kaj če bi še to kdaj probal. Tako da, mogoče. Ploskajo tam zunaj, navdušeno vriskajo, da vsi trail tekači, še enega smo dobili, še enega smo vzeli cestarjem. In sem se zdaj spomnil, toliko mi je bilo dobro, ne vem, kdaj se mi je vrgel ven en video, ko je bilo na simpatičen način narejen, ko sta se srečala trail tekač pa maraton. No in tako je bil maraton, vse preštivam, pa sem se res videl v tem, tako da so si res naštimal vse
tumfe, tako kot ti treba, da si majica prilagodil, slušalke manj goruno in tako treba tekač gre sam da gor vrže in pogledate ven in maraton cvi, da je dež, ne, grem nazaj, trail tekač, pa še boljše, ne gremo. Tako je bilo dobro. Mislim, dobro, zdaj pa spoštovane, spoštovani se vsi sprašujejo, ma kdo je ta simpatični mladenič, a ne, prelaufen je maraton, zdaj bo postal trailaš, zakaj sem te zvlekel tale podcast? Dame in gospodje, glas vam je znan, a ne, ki ga ne poznate, a ne, pa niste prebrali opisa, ja, Stas tudi, kje sem ga že videla, je rekla, se ni bil v Lady, bil je tudi v Lady, ja. A že zavrli namreč glavni harmonikar pri skupini Gadi, tega nisem povedal, zdaj bom, po pol ure, ker sem vedela dolg uvod. Ja, pa veš, malo me moraš vmes ostati, jaz ko začnem pol čeblati in mogoče kar malo splavam iz filozofiram, ampak... To je mislim, jaz rad puščam svojim gostom, ne, besedo. Odlično. Ja, tako, da se pač izrazijo tako, kot se morajo, a ne, ker vendarle tle nismo v nekem mediju, kjer smo omejeni s časom, pa moram odrezavo pač spraševati in še bolj sekati odgovore, ne. Anže, ja, pa nisem te spremljal na Instagramu, zato ker si pri Gadih, potem sem šel gledati videe nazaj, pa sem rekel, se to pa je isti človek, videl sem fotke iz Rima, Okej, pa potem super. iz Prage, a ne, pa sem rekel, glasbenik, muskontar, harmonikar, a ne, ki teče maratone, takih pa ni veliko v Sloveniji, jih poznam še ne prav veliko, no, bom rekel, njih, pa jih ti poznaš kakšnega znanga glasbenika, ki bi se zaganjal mogoče na kakšnih tekaških zadevah, a? Mislim, definitivno tudi to, kar bova zdaj omenila, ker je tudi glavna stvar, je bil mogoče tudi mal povod vmes, ker sem se spomnil na njega, namreč harmonikar Matej Banovšek je pretekel, zdaj pa ne me ujet kdaj, katerega leta, ampak v Slovenskih Konjicah je bil maraton in je takrat 10 km tekel s harmoniko, ja. Potem pa pride Anže Zavrl, Ja, pa reče, pa kaj reče? On pa reče, ne polovička, jaz bom pa maraton s harmoniko naredil, a ne. mogoče malo iz tega stališča, ko smo se pogovarjali, vse ali pa nič, ne, in mislim, da tudi tukaj je, to moram biti sam sebi priznati, da najbrž ne bi bil zadovoljen, če ne grem probat ultimate ali pa nič varianta, govorimo o kombinacijah muske, maratona. Ampak greva od začetka, ok, ti lapaš to prago, kdaj, ampak to ne zraste kar čez noč, ali pač, ne, kjaj ti, mislim, Banoška si videl, ok, prelafal 10 km, kje se ti je pa to pol sestavil, tvoji maratonski glavi, da, lej, harmonika je tamle, to delam vsak dan, tekaški copati, Ja, maraton, točno tako. mislim, ne vem, kako, daj mi povej ta miselni proces, oziroma povod, me res zanima. Zdaj, res ne me čist držati za besedo, ampak vem, da je bilo tam nekje po 30 km v Pragi. Vse sem šel, govorimo, vse vemo, kako je na tekih, tretje nekaj, da sem se tudi zamotil, sem vsem razmišljal, kaj imam še doma za narediti, kaj, tretje, kje bojo projekti, še musko, celo neke ene komade so si mi po glavi vrteli. In naenkrat sem en ta tako, kjer štos bi bil, ne vem, če nisem enega videl, ali kaj imajo te variante, ali je šel v Crocsih, ali v čem je šel. Teč. Tudi, ja. Pa sem si rekel, kaj se folk vse zmisel, in kar naenkrat priletel v glavo, kaj če bi šel s harmoniko, in on mi je priletel v glavo takoj Matej. No, in jaz takrat to odtečem in ko sva se peljala z ženo domov, jaz naenkrat rečem, jaz bi šel maraton teč s harmoniko. Ja, kje si zdaj to najdel in tretje? In sem rekel, a veš, ko pa je nekaj drugega, ko zdaj razmišljam, mislim, zdaj se, če kdaj moram to zdaj narediti, ker bo Ljubljane še jaz nisem šel teč. In sem tako rekel, mislim, kje bo boljška valjda v Ljubljani? Jaz moram v Ljubljani jeti slovensko musko in to moram jeti odigrati. No, in pol, to je bilo isti na ta večer, ko sem dan prišel, sem vzel svojo harmoniko in sem šel čez dvorišče laufati, ker me je tako matral, da jaz zdaj sploh vidim, sem jaz zdaj prišel na uno idejo, ki je ideja, ni pa realno. No, in meni tam že bilo, sem rekel, ok, tole zna iti. No, in potem jaz to domačim vsem razlagam, tretje.
pol pridem tudi do tega, da je ok, jaz moram to zdaj pač malo začeti razmišljati. Pogledam v bazo Guinnessa, Če je kdo že to naredil, ja. tipkam noter Fastest Marathon, while, in dobim, ne vem, kakšen nabor, mislim, da mi je tam dal 12 strani, da lahko listam po bazi in začnem gledati Fastest Marathon, dressed like a Spider-Man, tretji, in potem si rečem, čakaj. Če so pa rekordi, da je najhitrejši maraton oblečen v Spidermana, pa je pa celo moja ideja dost zrela in dost resna, da pa bi mogoče še kakšen imel, ok, to je rekord. Ne? No, in v bistvu jaz grem v akcijo do tudi izdelovalca harmonike Rojc in se midva pač pokonektava, kaj bi jaz rabil, kaj ne. Vedel sem, da od zadaj bom rabil boljše opetje, še kakšen pas, da mi v bistvu v kontrasilo, ko bil je problem, ker sem jaz tekel in je harmonika gor pa dol ravno v kontrasilo šla in mi je zdrmala od ritma do teka in tako naprej. Midva so to vse dorekla, gor dol. Hkrati pa sem jaz dal delati v bistvu na koncu čevljarju. Eno tako, deva reči, kot brezrokavnik je bil, na katerega se ti, se pravi, ta brezrokavnik si odzad upel in na katerega si nasadil harmoniko in je bilo res stabilno. Ne? No, in tukaj je bil že prva ovira, ko sem jaz to mogel opustiti pred parimi tedni, so bile zadnje te finalizacije od Guinnessa, da mi odobri, da se lahko, se pravi, tega lotam, oziroma da če se lotam, da bojo oni upisali to noter kot rekord. Ti si pač samo uparjal tu naprej in oni so odobrili, da se bodo šli. Tako. In potem oni pošljajo te guidelines, prav smernice in tako naprej. In noter piše, se pravi, da se lahko uporabljajo samo pasovi, ki so komercialno dobavljivi. Jaz jim to pošljem vsem, da ne bi zaradi ene take stvari padel jim pošljem, da smo to naredili, tretje, no go. Ja, in to je bil pač prvi gremo stran na navadne pasove, nazaj tako, kot je. To smo malo jačali, to smo naredili pred 2 tednoma, zdaj s tem laufam. Ful sem vesel, da sem vmes, se pravi, pol iz te ideje, sem tudi valjda začel razmišljati, jaz bom rabil posebno harmoniko, ne? In iz tega posebnega... Koliko težka je običajna harmonika, prosti, ki te prekinem? Ja, ne, se prav. Ta je mislim, pri teži nismo mogli nič narediti. Ok, se pravi, to je to, tlej si pečen in kuhan. Meh in vse skup. Tako, in smo naredili 8-kilogramska harmonika je. Kaj smo lahko naredili? Govorimo s tem upetjem, se pravi, da zadnji, ko se pasovi prpnejo, tam sem dal v bistvu toliko bolj na gosto pasove, ki skupaj zapnejo levi in desni pas, na katerem nosiš harmoniko. Komercialno je dobil tudi v bistvu en tak fiksen pas nad v bistvu nad kovkino, oziroma nad ledveni del. Del, tako. In tukaj sem jaz pač, da lahko upnem gor harmoniko, sam malo vrnem na nazaj varianto iz ideje, pol sem pa jaz prišel, valjda, da mora biti to harmonika, mora biti to maratonika. In je to toliko zagret za ta ime, toliko se mi dobro zdel, da sem ta ime prav za trademark naredil in jaz hočem imeti maratoniko. Ker to mi pa tako predstavlja 2 stvari, ki jih jaz imam v življenju ful rad, in to je tek pa harmonika, maratonika, nema drugega tukaj sploh vprašanja, kaj bo. In na njej piše zdaj to. In zdaj to na njej piše maratonika, to je model. In mi se s kolegi čez poletje še porazgovarjamo, kaj pa kako. Parim sem povedal, parim nisem. In med njimi je bila tudi sestra. Jaz to razložim. In mi da se nekaj pogovarjava, že mislim, da imam 3. ali 4. leto predstavljam Triglav. Dobro, bomo pa drug let. Letos sem jaz rekel, Maja, moramo zabukirati, gremo avgusta, gremo na Triglav.
tista druščina, ki se je zbrala, ki so bili za, gremo gor in bomo tako naredili, da gremo gor. Tisti, ki bo za akcijo, gremo tako iz Krederca na Triglav, prespimo na Krederci in jaz sem rekel, jaz si želim še iti na sončni vzhod. In potem vse to, kar se je dogajalo z maratonom, iz to idejo v Ljubljani, sem si rekel, jaz, če bom že naznanil, da grem na maraton, moram to jaz narediti na Triglav. Ma to je noro. Vzamem ruzak za na Triglav, ker rabim. Kolega mi je še posodil tak ruzak, tudi obstaja za harmoniko, tistega sem fliknil spredi, iz krme gremo mi na Krederco. Gas sem rekel, pa sem mi vmes kolegi rekel, dajmo si malo menjati harmonike, si ko ne, tukaj gre za princip, jaz moram od doline do Triglava prinesti gor harmoniko, ker pol bom jaz imel ok, zdaj mi to ratal in sem imel potem ta napoved gor, na to napoved sem imel na Triglavu, da je z najvišjega vzpona trenutno, napovedujem najhitrejši podvig. In zdaj smo tukaj, zdaj pa, što se tem ful sem vesel, da se tudi midva se povezala oziroma da si me kontaktiral. Zakaj? Ker v zadnjem, se pravi zdaj je 6. dan, odkar sem naznanil, da bom to delal v Ljubljani. Zdaj povej, koliko intervjujev si že imel. No? Ja. Ogromno je odziva, tako preseneča me in ful sem vesel, ko me folk mi nazaj pošilja sporočila, že pravo, pridemo te podpirati, tekači, tisti, ki so se že prijavili, kdaj greš iz štarta? Jaz sem se namreč drugače z organizatorjem zmenil, da grem zadnji štartam. Pa če jaz vsako pol pišem, jaz ne bom šel čisto, niti ne bom zmožen, da bom šel zdaj tempo, kot ga bi imel brez harmonike, to bo pa tam 6:20, pač to bo šlo, ne, pa bomo mi 1 kilometer, 2, mi tam počakamo, kako dober, bravo, in mislim, upam, da na koncu ne bom neki zarekel teh besed, ampak pač res upam na podporo, ampak bolj iz tega stališča, ker se mi tako dober zdi slovensko muziko, pa tek, tako govorimo o dveh, dajmo reči, o dveh takih stvarih, ki dajo človeku svobodo, saj govorim vsaj zase. Muzika, takrat, ko imam slab dan, bom nekaj šel na harmoniko ali nekaj z muziko naredil, da odplakne stran. Bodimo iskreni, da veliko tekačev, saj tako, ko se jaz pogovarjam, je una varianta, grem tudi teč, da nekaj z luftom zadev. To je pa definitivno. Vsak drugi najmanj, če ne, še več od njih. Ja. Tako, zdaj, ko se pogovarjamo, se tudi že žena enkrat vmes rekla, da je bilo ta tako dobro, nekaj sem jaz gledal slab dan, saj nisem glih vse sprocesiral tako mirno, ali kaj ne rečem, ko sam enkrat je bilo, da pet teč. Kad ti žena to reče, kad ti žena to reče, pa veš, da moraš iti. Pol je žena ponotranila pač tudi tisto, kar ti rad počneš, to je perfektno. Ki mi je žena rekla prvič, pej teč, sem dal kljukico, ki mi je rekla prvič, pej na pir, sem dal kljukico, sem rekel, žena, razumeš me, v globino moje duše me razumeš, in to je to. No, tako da Ravno pogovarjala o Guinnessu, v bistvu zdaj upam, da še z eno vlogo, to sem zdaj tlele malo pri teh birokratskih zadevah, mogoče še nekaj dopolnil, ampak v bistvu bil sem tudi dvakrat, to še tudi nisem v bistvu povedal nikjer drugje, ker smo se pogovarjali, tudi v bistvu dvakrat zavrnen, ker sem jaz dal, zdaj bo rekord v bistvu pretečen, se pravi tek s harmoniko na 42 km, najhitrejši tek na 42 km, fastest marathon. Ker jaz sem želel vmes, da bi bila še ta se pravi ta pogoj, da se mora skozi vmes igrati. Se pravi, 42 km skozi neprestano igraš komade. Ja. Oni mi so tudi v dvakratni zavrnitvi dali, da nekih dveh teh vrednostnih zadev oni ne morajo imeti, da najhitrejše, pa zraven še ta pogoj za igranje in tako naprej, ker morajo pol očitno dati posebna pravila, kaj to pomeni
igranje. Kakšne Kaj so je to non-stop? pauze? Ja, razumem. Tako da, če bomo še to objasnili, bo pa še ta zraven rekord, drugače bo ta Fastest Marathon s harmoniko. Hkrati pa saj po mojih vseh researchih, pa res sem jih dal čez, je v bistvu, zdaj ne vem, je bil en Švicar, Irc, je na YouTube bil tudi neko oznanilo varianta, da bo v dobrodelne namene tekel 42, ampak ni bilo nikjer nobenega ne zapisane, ne nič, je to naredil. sploh izvedel, ja. Tako da v bistvu ta attempt, ta podvig Bo edinstven, hočeš reči, edinstven. prvi v zgodovini. Ful se ga veselim, hkrati pa tako moram priznati, da mal grize, ampak tako grize, kakor me je tudi grizel, ko sem prvič šel na maraton, ko sem vedel, da ga bom pretekel, ampak vseeno kar še kaj so že govorili o maratonskem zidu, pa tam, pa pa tret, pa kje me bo zvil, pa kje me ne bo zvil, a sem šel prej zdaj, kdaj moram imeti jaz lulat, kdaj, skrvne, kaj. No, ampak zdaj imaš še pa cel kup drugih izzivov. Prav, jaz moram njim tudi dokazati, nihče izgine se ne pride, in moram video dokazati. Se pravi, nekdo te mora snemati potem, ves čas. Ne, zdaj smo to drugače naredili, ker smo v bistvu, najprej sem jaz laično mislil, da bo to lahko mene nekdo, ne vem, vsaj na kakšnem kolesu ali pa kaj spremljal. Vemo pa zdaj na koncu, da zaradi pravil, dajmo reči, ne zdaj sam našega maratona, ampak tako kot sem zvedel, pač govorimo internacionalno. Ne sme biti pač nobenega prevoznega sredstva, da bi nekdo zdaj spremljal, pa bi se lahko mogoče vsak zmislil, da gre pa moj kolega gre pa s kolesom zraven. Tako da, naredili smo še posebno različico, ene 360 kamerce stojalčka, ki bo na harmoniki, tako da me še ta spremlja zraven. Ta kamera, pa še backup gotovo, kaj če kamera crkne, zdaj moraš imeti še eno. Vse gremo. V tem tednu zdaj tehnično moramo preveriti, pustiti kamero, tam rajš malo več, pa manj, 5 ur, tam da jo pustimo, da laufa, koliko rab powerbankov zraven, koliko ne, kakšna kartica, tretje, ker more pa biti tudi 360, da bi jaz lahko njim dokazal, da sem jaz tisti, ki je laufal in sem šel mimo 5 kilometra, 10 in itd. Noro. Ustavim se sicer lahko, kot bi se vsak ustavil lahko na maratonu, pač cajt naprej šiba, ampak če bi dal dol harmoniko, v tistem trenutku ne smem, ni konc, ampak ne smem stopiti ne naprej, ne nazaj. Spet moram to video narediti, ampak jaz to načeloma govoriva, to razmišljam le če bi res bilo, ampak tako, kot govorimo zdaj, grem isto spet po veliki tekaški knjigi, sicer pač dal sem si malo tega daljšega pejsa in v bistvu zdaj s harmoniko laufam, ker mi je tudi zdaj ful, malo bolj mirno mi je, ker sem se vmes že spraševal, dokler jaz tega nisem naznanil, ti si moraš predstavljati, da tukaj po vasi, pa po dolin dol, ko sem laufal, pa pol vse neki do Ljubljane, jaz imam tako 20 km imam do Ljubljane, grem tam zadaj na Ljubljana polje in tako naprej. Kaj bi si ti predstavljal, če ne bi nič vedel, pa videl tam enega možakarja, ki je s harmoniko? Do Ljubljana polje, vem, kaj bi si mislil. Ja, točno to bi si. Še takrat, ko sem imel ta plašč, oziroma ta džeki, odzad je bil zapet in nekdo, ko odzad vid, je bil tako brez rokavnik prisilen ga jopiti. Mislim, še malo je manjkalo, da bi dva letela za tabo v belih halah. Tako da zdaj je saj v redu, zdaj mi pa tako piskajo, tretje. Dejansko, in zdaj treniraš s harmoniko, če te prav razumem. Zdaj treniram s harmoniko. Govorimo kar varianta in nekaj ali od intervalov, ali od intervalov s harmoniko. Ja, od krajših, hitrejših tekov, se pravi od daljših, počasnejših tekov. Zdaj le mi še moram iskreno povedati, da za mega ta trenutek, ko midva snemava, smo ravno v 3 dneh dež pada in to mi ga zdaj vsak dan mi ga nekaj zamori, kaj zdaj jaz moram to iti. No, ker mi pa zdaj ta dež, mi pa še eno zadevo pokazal, ker sem že danes počel naročilo, če bo dež,
sem tudi zdaj že naročil. Ena taka varianta bo ta zga plehca, ki se bo gor dal na harmoniko in jo bo občuval, karkoli bo. Ker jo mora tudi malo čuvati mojega Švica. Tle si predstavljam cel kup enih stvari. Koliko si ti požuljen potem? Ne? To je ena stvar. Koliko te začne križ boleti, ker tam vse to skače. Koliko, ne vem, te pajsa po trebuhu, koliko te roke bolijo, ne, od ne vem, vlečenja meha pa tako naprej. Pa bolj je ta štos, ne, se pravi, tega giba naravenega rok več ni, ne. Jaz sem rabil tudi, pač, ker nisem imel harmonike, sem rabil malo tam po enemu 25, 26 iz tega non-stop giba malo otrest. Dobro, to še zmeram bom vmes med komadom, ti se ne bo panike. Prišel sem pa do tega, da enostavno zdaj imam, to moram kar tako povedati, manjkajo mi sam še, zdaj sem dal ta izbor, manjka mi še tam enih 10-15 komadov, ki jih dajem v izbor. Playlista, ampak bojo pa same polke. Sam žgal bom polke. Pa bodo pa same nove ali se bo to kaj obrnil, se bo ponovila? Načeloma ne, bojo kar, vsaka bo sveža, se ne bo obračal. In za koliko ur imaš zdaj tega? Enih 75 do 80 komadov pride. Ja, tako sem, zdaj, to je trenutna računica, da me kdo za nazaj tako si rekel, kaj nisi zdaj 80 komadov odigral. Ne, pa če boš odlaufal v 3 urah, pa pol ti oproščeno, če jih samo 50 zašpilaš. 3 ure pa pol ne bom, ampak ja. V glavnem, prišel sem do tega, da pač polke mi tudi določen tempo mi v bistvu same narekujejo ritem teka. Ja, tako da jaz tako kot sebe poznam, pa tako kot sem dal zdaj te 3 maratone čez, jaz samo tisto, kar si zadam, da imam ta pace in sem jaz meren, da vem, da bom do konca to odšponil in to je to, no. A da bi imel prav posebenega načrta, ga nimam. No, ampak se ne boš začel prehitro, začel boš Ne, 6:30, kaj tazga, da boš videl. Pa bom videl, kako bo. S kakšnim tempom, koliko je najdaljša razdalja, ki si jo pretekel s harmoniko do zdaj? Zdaj sem je bilo 22 ali nekaj tazga, no. Ogromno. In koliko časa si rabil za to? A veš, da nimam pojma, da bi mogel pogledati. Res ne vem. Nisem si šel niti, nočem si preveč, jaz sem si kar dal tako, ker sem rekel, tam 6 pa 6:20 imam, ta omesen imam, karkoli bo na koncu pokazala, bo pokazala. Ne. Jaz, tlele mi še ta razdalja mi še malo manjka, ker se sami vemo, kaj se zgodi tam po 30, 35. Ampak bistvo je to, no, da po teh daljših kilometrih nisem čutil unga, to je zdaj zadnje, kar lahko naredim, ampak toliko sebe poznam, da vem, koliko imam tiste rezerve oziroma koliko je še unov, da bi lahko rekel, tlele nimam kaj več delati. Ne, jaz, če bi videl tudi od začetka, ko sem šel 6 ali pa 10 kilometrov preteč s harmoniko, da bi jaz zdaj tam videl, to je pa zdaj zapadati dol, ga ne bi naznanil. Zdaj igraš tudi zdaj vmes ali zdaj tečeš? Ja, ne. Ja? Kombiniram. Iskreno povedano, sem od začetka šel samo brez igranja, zaradi tega, da sem čim bolj dobil občutka teže. Imel sem gor na harmoniki nastavljene roke, pač tako, kot da bi igral. Sam se je pa seveda pol takoj pri igranju pokazala spet druga zadeva, ker pa ti z mehom greš noter pa ven in ga mora zdaj že z drugo tehniko vleči, da ne pride do tega, da se meh zalomi. Mislim, se ne bo počel, ampak že, če ne drugega, ravnotežje zdrma. Zdaj je tako, da ne bom tako frajersko izpadel, da zdaj pa to nič ni mogoče, da mi to prepreči. Tako imam v glavi, da ni. Znajo se zgoditi kakšne stvari, kaj pa jaz vem, ampak ta prepričanje, da to grem narediti, pa definitivno ostaja. Boš šel sam, boš kakšno ekipico imel s sabo, ki ti bo spremljala? Ja, zdaj tudi zaradi tega, ker je treba tistih fotk uradnih narediti zaradi Guinnessa in tako naprej. Mislim, da kakšna 2 sem že prepričal, da bodo šla tet zraven, pa da bodo še pofotkala tisti. Vem, da jih bo ogromno po progi, tistih najbližjih prijateljev. Jaz sem mogoče že malo vmes, zdaj sem to ravno zadnje dni premišljal, že tako, kaj laufam tukaj po našem kraju, se mi tako fajn zdi, ko me pride kakšen ven pogledati, pa bravo, že. Jaz se začnem takrat kar hitreje šteč. In si zdaj pač
Vse veš, že sam tako, ali pa na maratonu, ki je kakšna dobra varianta, te akcija v dvigne. kakšnem ovinku, takrat kar poletiš. Takrat misliš, da vsi tebe gledajo, v bistvu si pa eden izmed 50.000 tam. A ne. Ampak govorim bolj v principu, da vseeno bo treba, glava bo mogla imeti svoje. Ker je pa tukaj spet ena dobra zadeva, je pa, da zmeraj, ko sem šel s harmoniko, sem izgubil občutek za cajt. Govorim pozitivno, ker kar naenkrat se je obrnilo okrog 10 km. Zato, ker jaz sem v bistvu razmišljal o tem, ali me je šel zdaj prvi del sosedovega Franca naenkrat odšpilati ali dvakrat odšpilati, in tako naprej. No. Pač, tako da, to je tako, zanimivo je. Kaj si ugotovil, recimo, zdaj, ko si šel 12 km, si ugotovil kaj novega, kar naprej nisi računal, recimo, kakšen drug del telesa, ki ga moraš še, ne vem, prilagoditi, ukrepiti, si imel težave z njim, si imel muscle fiber, kjer drugje, kot si ga pričakoval? Ne, ga nisem imel, mogoče je tudi malo drugačna tehnika. Jaz sem najprej se tudi pognal tam v galop, gazelca, pač v bistvu s to tehniko, da bi spet toliko lahko šel naprej na stopala, da bi dobil neke malo boljši udriv ali pa kaj. Tukaj kaj preveč ne bom mogel na to računati, je malo bolj plosko gibanje, a ne. Ta varianta z mehom je bila, pa predvsem v bistvu usklajenost ritma s tempom, ne, ki gre noga naprej, ko ti greš na prvo, drugo, tretja, prva, druga, tretja. Če se tako hitro zalomaš nekaj, da pa kar nekaj odtavaš, da greš z drugo nogo, šit kar naenkrat zdaj pride do neke bolj tresenja in tako naprej. No. Tako da jaz se zdaj že malo pohecam, mislim, da prej harmoniki zmanjkali sape. No. Mislim, da to ne bo hudo. Ne, pripravljen si odlično, vsaj počasi, ki si jih pač napovedal. Mislim, da si jih v teku letos, konc koncev, tole s harmoniko je res izziv. Verjamem, da zdaj le poslušate, kakšen harmonikar tam zunaj, harmonikar, kakšen mladenič, kakšen poba, ki bo prišel sigurno na traso, ob traso. Ker si želim tega, super bi bilo. Mislim, da bodo prišli, imam občutek, zdaj, ko se bo to razvedel. Ljubljanski maraton je super stvar, boš videl, prva polovica je nora. Ful dobro. Potem pa prideš tam od 22 km naprej, dol čez... Na neko samoto ali kaj. Tam pa zna kakšnega zmanjkati potem, nekakšnega navijača po tisti dolgi ravnini bo šel 23 do 28 km, tam je lahko včasih bilo bolj zapuščeno, zdaj odvisno tudi od vremena, no, ampak tam mogoče najbolj samotno, pa potem, ko zaviješ nazaj v Ljubljanico in se vračaš, mi je žal, recimo proti Bežigradu, tudi včasih, zdaj verjamem, da letos boš ti naredil, če drugega ne, bojo že Filipci prišli. Upam, da smo danes imeli debato s prijatelji in začnem tako razmišljati, sem rekel, veš kaj, sej pač vseeno najbrž ne bom čist sam na progi, tako da bojo še ostali tekači, ampak sej rekel, a veš, da si mi pa kakšen kar malo smil, če raven ima nek, se veš, kako svoj fokus, kakšni so bili včasih za slušalke, zdaj bojo pa pač primorani poslušati tega osla tam na harmoniki, ampak glej, jaz upam bolj, da jim bom radost vzbudil, pa kakšen gnev, no. Boš imel playlisto, ki je zabeleženo, boš imel to vse v glavi? Ja, od zadnje harmoniki definitivno moram imeti kaj, ko si ne bom zapomnil. Jaz si že, hvala Bogu, da ne pojem zraven, ker fantje iz Gadu bi ti zagotovo povedali, da sem največkrat tisti, ki pozabi še svoje besedila, ker pač nekaj še na harmoniki razmišljam in mi pade vam besedilo. Tako da tukaj se najbolj suveren, da se v melodijah počutim. Ampak teh 80 si rekel, ti ne dela težavno, to si že vse preigral, to imaš v prstih. Ne, to gre. A veš, sej po eni strani, ki si rečeš, to smo imeli tudi danes debato, si rekel, pismo, sej imam skoraj vsak vikend tudi po 6 ur igramo veselice, ok, jaz pauzam vmes, ampak mislim, če pa kdo ne bo pripravljen, pa narodno-zabavni ansambli smo glede tega maratonci, kar se tiče nastopanja, na veselicah. Tako da s časom ne vidim problem.
recimo, ok, zdaj ti vsak maraton si bo znal povedati, koliko dolgih tekov je naredil v letu, koliko nastopov, koliko veselic pa ti vdelaš na leto. Evo, da smo že pri tej Dobro kondiciji. vprašanje. Dve pomanjkljivosti imam jaz. In sicer, da bi me nekdo vprašal o letnicah in kdaj je kaj bilo. Jaz tako izjemno spoštujem starejše generacije, ki mi stara mama bi lahko povedala, kjerga datuma je šla prvič v trgovino in kako je bilo, kje je pa kaj, pa kako. Jaz sem s temi datumi mrzel. Ampak, dajva tako reči, v številki ti ne bom znal povedati, da me tudi fanta ne bo se zagrabila za vrat, ali jih bom preveč povedal ali pa premalo. Tako rečeva, da imamo od dva špila, en špil na vikend in je to, govorimo od veselic, potem snemanja, presenečenja, kakšno kratko varianto nastopa, radijski nastopi. Tako da čisto vsak teden v letu je z glasbo prepleten, tako bo rekel. Nimaš prostega vikenda, hočeš reči, ali kaj? Prosti vikend je takrat, ko imamo tudi nekako pač dogovorjen s fanti, govoriva za kakšne poletne mesece, a ne. Ali če se kdaj narodi kakšna, ne vem, se zgodi tudi kakšna odpoved, pa imaš takrat frej, ampak zelo, zelo malo. Glasbi si pa zapisan, kaj, že celo življenje, pravzaprav si Ja, iz v glasbene bistvu družine. jaz igram, ja, tako moj oče je igral že harmoniko, jaz jo igram od 7. leta. Pri 17 letih sem začel z Gadi igrati. A to že 20 let? A ste že imeli 20 letnico? Ja. Letos je drugače, ampak mi smo tako nepripravljeni za te obletnice, ker če sem iskren, jaz se tako mentalno in jaz in Primož in David, noben pri nas nima občutka, da smo stari. Res ne. V bistvu niste, ne, če tako pogledaš. Ampak, ko ti pa pride, raven zdaj bilo na veselici, pride ena že punca, ki bi rekel, da je čez 20, valjda, in ona pokaže meni, a glej, a vidiš, tukaj smo se pa stikali, ker sem bila jaz še čist megana punčka, ful ste mi bili, takrat sem to poslušala, pa zdaj poslušam, ampak sem se rekel, kam gre to leta, kva je to zdaj? Sploh mi ne, sem vesel, da si mi pokazala, ampak hkrati sem se nehi. Tako da ja, dolgo smo že skupaj, pa tudi sem prepričan, da dolgo še bomo, ko taka fajn ekipa smo, sicer samo NBA, ko samo trije, a ne za band, ampak toliko vse se je odvil pri nas Gadih po eni taki nenačrtovani poti, da se mi zdi res čisto vse, tudi odnos med nami pripeljan tako na tak preprost način, pa fajn je, zelo mi je fajn, vedno povem, ker se respektiramo. To je point in tako tudi vidim in v športu in v muziki. No, kaj pa fanta pravite, recimo v tvojem pač športnem udejstvovanju zadnja leta, no pa konec koncev v tem projektu, če so že pri tem? Pa ona dva sta tudi že navajena, ker smo imeli te ups and downs, pa moje kile gor pa dol, ampak mislim, da tudi ona dva zdaj nekaj napolno se ne pogovarjamo o teh, valjda ful ste za ta podvig, tudi ona dva podpirata me in tako naprej. Drugače nekaj, da bi spet jaz zdaj prišel na špil pa govoril o vseh tekaških, mislim, da bi me že zdavni rekel, da zdaj pa se pa malo mer, da imamo mi kakšno v muski reči. Tako da takrat mi v muski govorimo, pa si dam pol duška, ko pridem s tekači skupaj. No, mislim, se pravi, imaš tudi tekaško druščino, najbrž, ne, ki te, s katerimi pa sicer lahko moram neomejeno reči, govoriš o teku. da mi kar paše, ker grem večino govorim solo teke, pa tako, ampak imamo pa tudi, mi smo itak, če tako gledamo, jaz sem iz občine Petre Majdič. Prav. To so mladina tekačev, smučarskih tekačev, ki imajo treningi na rolkah in tako naprej. Pa tam vmes še zagledajo tega Anžeta, ki še tudi teče malo s harmoniko. Tako da mi imamo pestro, od kotalk do navadnih tekačev, do tekačev iz harmonikov. Pridite malo pogledati v naše konce. Me prav zanima me, če boš spodbudil še kakšnega drugega, da bo s harmoniko poskušal teči. Jaz mislim, da Upam.
Ja, Upam. na vsak način, mene zdaj matra firpca, ne, kako bi to izgledala, ne, pa sem probal že marsikaj v teku, ampak tudi trikrat že, ampak da bi pa s harmoniko ali pa s kakšnim takim rekvizitom, pač ne, to bo zelo zanimivo, jaz bom na Ljubljanskem maratonu, evo, vidiš, a ne, z našo ekipico smo se že menili, ne, Odlično, odlično. da te bomo postokali oziroma da te bomo nekaj časa Bravo, ful dobro. zasledovali, pa sem glasbene želje, pa je sprejemaš, ampak šele na koncu, ja? Po mojem, da bom rabu tam, ne, kakšno spodbudo. Mi imamo en komat, malo še, Malo, ki malo, nas je. malo. Ja, ker nas je takrat dosta ustrelil med poznane bende, pol, in sem zdaj lik razmišljal, mogoče to bilo v zvezdah napisano, da ta bo komat za tam 41 pa pol. Ko boš videl namo, a ne, pa boš mogel zaviti še levo, a ne, še tisto dolgo, neskončno, a ne, pa potem na trg, se pravi na Prešerca, pa pol na Miklošičevo, Tako. joj, tam boš malo, kar lahko še malo igral. Še Ja, malo je igral, ne, ja. pa ponavljal ga, ampak ful se veselim od tega. Upam, da ne bom preveč izpadel naivno pričakujoče, ampak res se ga veselim, pa hkrati, da vsem bojo poslušalci, gledalci vedeli, da tudi če mi dva malo bolj vse spontano govoriva in sproščeno o tem teku, je v glavi še en velik respekt do tega podviga in da se ga resno lotam. Vsak, ki je kdaj pretekel maraton, a ne, ve, kaj to pomeni. Vsak, ki je maraton pretekel, naj si bo mal poškodovan ali pa kakršno koli oviro v slabem vremenu, ve še več, kaj to pomeni. Zdaj s harmoniko z 8 kilami spredaj, mislim, z ruzaki smo že laufali, počeli smo že vse sorte, ampak spredaj, to pa je nekaj novega. No? To pa orješ ledino, Anže, Glej, vsa čast. Vsa čast. Ti priporočam, da greš oziroma tako zanimivo je res pogledati Guinnessovo knjigo rekordov v bazo in sam noter upišeš Festus Marathon in boš videl, mislim, kaj vse je že res človek probil na maratonu. No? Tako da, zanimivo. Gledali smo to, ne, recimo, tudi že v Parizu pred leti, po Berlinu, recimo v Londonu, v New Yorku, ljudje so nori, v čemu se laufajo. a ne. Videl sem človeka, ki je žongliral, videl sem človeka, ki je tapkal žogo. Noro. Mislim, Anže, kaj pa družina, no? Mislim, žena, otroci, to te bodo spremljali, bodo kje tam v progi, bodo doma. Jaz mislim, da nekje v progi bojo. Ne? Jaz imam live track, imam oklopljen, tako da me bodo sledili, kje bom. Ja, podpirajo me, vsi me podpirajo. Mislim, da se bolj bojijo, kaj se bom jaz še spomnil naslednje, kam grem. Ampak tako je. Jaz mislim, da boljš, da sem s tem obseden, kot pa s kakšno, deva reči, slabo stvarjo, ki tudi ne dene ne tebi, ne ostalim v tvoji bližini. No. Mislim, če si zasvojen s tekom, ja, recimo, da je to še najbolj zdravo zasvojeno, vsaj do maratona, kar se tiče, tako si pol v trailu že govoril, kaj to pomeni. Vsi vemo, da ne spoštovani, spoštovane, vsak je začel s trailom, vemo, kje je pristal potem, a ne, mene skrbi, da boš potem ti na kakšnih stotkah s harmoniko strašil, pa potem Ne, traila po moje, da s harmoniko ravno ne bom, ampak bi si pa res želel me Ferbac smatra, kako, na kakšen način strajili. Poskusil bi, no, tako da bom vesel kakšnega predloga, kjer ga bi se prvo lotil, tako da dobiš eno, recimo, ti mi predlagi, kjer ga bi se ti lotil, če bi bil začetnik traila? Recimo, da, ne, če si tamle doma iz Dola, ne, do Zasavja, do Trbovelj imaš blizu, recimo leto 26 se začne z lepim trailom, ki se mu reče Knap trail. Čisto tako, za namig. Najkrajša razdalja je 16 km, potem 30 in 50. Tam je zanimivo, jaz sem že bil tam, priporočam, zelo domače vzdušje, res je odlična organizacija. Če začneva leto, potem pa lahko nadaljujemo v Vipavo, ne, ker imaš neskončno možnosti za teč, res vrhunsko organizirane traile. Pa Kriška gora trail v naših koncih, pa Kočevsko trail, pa na Soči, na Tolminki je vrhunski. Mislim, da ti bom jaz kar že kaj zamoril po socialnih mrežah, po sporočilih. Mislim, da te zdaj vsi trlaši, ki poslušajo, boš dobil zdaj teh linkov, ko bodo potem lepotke, boš dobil milijone enih predlogov, definitivno jih boš pa vabil tudi kam, a ne, morda zdaj, ko tečeš s harmoniko, ne,
Še to mi povej, to je kreativni proces, ti si pisec besedil, si igraš na harmoniko, poješ tudi, a ne? Ja, Tudi tvoj glas, ja. mislim, tudi glas imaš, ja, tako da si človek, ki dela vse. Ta tvoj kreativni proces, ko ustvarjaš nov komad, si predstavljam, je približno tako, kot mi vsi, ne vem, ki kaj pišemo, kaj ustvarjamo, karkoli, Tako. tudi pri teku lahko se utrne ideja, pa jo potem razviješ. Si zdaj že dobil kakšen, mogoče kakšen preblisk, da boš napisal komad prav na to temo teka, maraton s harmoniko, moja maratonika ali pa kaj takega? Ne, zdaj imam zadnje čase, imam eno idejo, ki jo razvijam bolj v tem smislu, bolj v teh trenutkih bo rekla, da ne bom sfilozofiral, ampak pozitivno o tem, ko je že nekaj zgleda, da ne bo šlo, a ne? Takrat je treba s pozitivno pogledati, da bo šlo. In tako pač sploh ne smeš o drugem razmišljati. Ne. Na varianto, pa mogoče se bo malo prehuda slišala, ampak jaz kar tako 100% verjamem v to varianto, vodi, telo se privadi. In ne gre, mislim, da sploh ne moreš drugače povedati. Je tisti, ki bo zrihtal vse. Zdaj, sigurno boš naredil še eno stvar, preden boš šel na maraton, šel boš itek na Expo, ne, dvigan številko. Ja, tako. Verjamem, da boš s harmoniko prišel. Ne, pa bom, da že pridem tudi na novinarsko zadevo, mislim, da je 17. septembra nekaj tasga, tako da že tam me bo imel že polno glavo igranja. Jaz mislim, da so organizatorji prepoznali eno stvar, ne samo Guinnessov knjigo rekordov, pa tvoj dosežek, ampak zelo pomembno, ne, glede na to, da se v teku pogovarjamo zelo, rekel, znotraj neke tekaške skupnosti in prijateljev te tekaške skupnosti, zdaj boš pa ti ponesel glas o maratonu in to z harmoniko v čist drugo sfero. Dajmo reči poslušalcev narodno-zabavne glasbe, ki o maratonu morda nimajo pojma, ga ne marajo in zdaj boš ti ta svetova združil. Jaz ti rečem, no, mislim, da delaš dobro delo. No, tako. Meni se pa fajn zdi, zdi se mi fajn, ker je res odziv. Vedel sem, da bo zanimiv najboljši odziv. Nisem pa vedel, da bo tako fajn ta odziv o podpori, o tej varianti, muske, šport, ja, to mi rabimo, da bo ne samo tek, ki nas združuje, da je še glasbo zraven, ki nas bo združevala, pa tako. Saj veš, tako kot si prej dobro rekel, ko je za traile, oziroma za ta knap trail, bom spadal najbrž čist brezveznik, no. Ampak v glavnem, ki si rekel, ne, tako dobro vzdušje, ki te ga vleče v bistvu tudi zaradi vzdušja, ne sam zaradi osebnega cilja. Tako, fajn mi je, no, da ne bom zdolgo vezal. Ti si predstavljam, da te bodo mediji raztrgali, raztrgali na en način, zdaj le v mesecu pa pol, a ne, boš imel te izpostavljenosti ogromno. Jaz sem počaščen, vesel, da si mi dal več kot uro svojega časa, kar je bistveno več, kar boš dal ostalim, ampak vseeno mora zaključiti počasi, ker te čaka košarka, vseeno me zanima. No, jaz sem tako vesel, da to spustuješ. No. Ja, definitivno. Zdaj se Dončić še ogreva, ko začel metati trojke, boš ti že tole gledal sam. Še eno stvar, izpostavljenost, s tem nimaš težav, no, s to medijsko, mislim, ta projekt sigurno pozitivne vibracije vleče in tudi odzive, vsaka stvar, najbrž kot glasbenik veš, privlače tudi kaj negativnega, ampak ti si vajen, ti s pozitivnostjo dejansko. Ja. Pa ja, iskreno povedan, sej že takoj vidiš komentarje od pozitivnih, pa vidiš tudi varianta, kva si boš še zmislil, pa kaj bomo še mi naredili. Mislim, zato je, ne vem, to si jaz tako jemljem, da to mora biti, sej, če je pa polemika, pol veš mogoče, da pa je nekaj tako odmevnega, da pride do polemike. Ne? Tako da si tudi rečeš, pol je bilo doseženo, da je to odmevno. Prav. Maraton je namreč velika polemika samega sabo, to lahko potrdim tudi ti. Anže Zavrl, bilo mi je v čast in veselje. Hvala lepa. Se veselim, da se srečamo na Ljubljanskem maratonu. Tako.
na vsak način, ja, bom naredil selfie tudi s tabo. Ja. Jaz pa s tabo. Prva liga, lej, dobro navijaj, a že še enkrat hvala. Dobro treniraj, se veselim tega projekta. Sva na vezi zaradi trailov. Obvezno. Ajde, Lepo čau. se vej, srečno, čau.